chemise de salon qui tue avec des mots, un film ou un match que tu avais trouvé beau pour un petit disco à qui tu donnais trop, qui t'a fait ce cadeau, tu t'attendais le bout, un culotte, on t'a vu traîner dans les rues en désert sans poids. Da gre za prireditev, ki promovira pravice lezbijcev, biseksualnih in transseksualnih, stavno pač ne pridejo blizu zamaknejo z roka in takega. Tisto, kar je bolj zaskrbljujoče, je seveda incident, ki smo bili priča pred 2 leti, za katerega policija še zmeraj ni bilo storiteljev, kljub temu, da se je zgodilo, da se je to nasilno dejanje zgodilo pri Belem dnevu, sredi tega trga, močno obljudenega. Bojazen seveda ostaja, da se taki incidenti lahko ponovijo. Vzdušje v Mariboru je podobno kot v drugih slovenskih mestih nenaklonjeno. Mladi, na katere smo se v letošnji prireditvi osredotočili, so zelo izpostavljeni zasmehovanjem, šikaniranjem, tudi nasilju, telesnemu nasilju, tako v šolah kot doma. No in mi s to prireditvijo pravzaprav direktno osveščamo javnost, pa apeliramo seveda na te inštitucije, da se v zvezi s tem podvizajo, da postanejo šole in domovi varni kraji za mlade lezbijke, geje, biseksualne in transseksualne osebe. Je v bistvu prav zaradi te slabe izkušnje v Mariboru in nasplošno nekako nesprejemanja gej populacije razlog to tudi, da akcijo delajo aktivisti ne glede na spolno usmerjenost? Ja, že od začetka, se pravi, že pred 5 leti je pobuda za to prireditev prišla strani MKC-ja oziroma sekcije, ki je bila takrat nedavno pred tem ustanovljena za istospolno usmerjene mlade Limsijo. Zdaj, že takrat je seveda velika težava, da mlada oseba, da mladi človek v Mariboru sodeluje sploh na taki prireditvi. In kot vidite, vsako leto je zelo problem se izpostaviti do te mere. Zadnje leto pa pri prireditvi sodeluje tudi Amnesty International Slovenije, ki ima pa precejšnje zaledje mlajših, pa tudi starejših aktivistk in aktivistov za človekove pravice. In to se pravi, so ljudje, ki se zavzemajo za kakršnekoli pravice, ki so seveda popolnoma enakovredne ena z drugo in zato ni slučaj, da so seveda tukaj aktivisti, ki se zavzemajo za zmanjševanje homofobije in za pravice LGBT populacije. Nagovarjali ste danes s performansom Dan tišine. Je kdo od publike se mogoče interaktivno odzval in se oglasil, torej ni bil tiho v pozitivnem smislu, mislim? Moram reči, da nisem opazila nekaj odzivov. Izkušnje iz drugih krajev pa kaže, da se včasih kdo pridruži, pa ljudje ponavadi pozitivno reagirajo na tako udejstvovanja. Mislim, da v Sloveniji ni te kulture, ni te manire, da bi ljudje zelo radovedno pristopali in spraševali, kaj pa imate, zakaj se vi zavzemate. Širše, ta civilni sektor je dosti zaspan. Ne rabim te nedavne antibušovske demonstracije omenjati, da vidim, da če se v enem Kranju, pa v enem Mariboru po 10 ljudi, ali pa v Ljubljani tudi 10 ljudi najde skupaj za tako pomembno stvar, potem vemo, da je civilno malo šepamo. In mislim, da se da tako razumeti tudi to, da ni najbolj za pričakovati, da imamo performance in da bi nam ljudje pristopali. Da imamo table, na katerih piše, zakaj tam stoji.
Ja, jaz mislim, da zaenkrat v Mariboru mi vidimo vsako leto, da so te prireditve prepotrebne. Že ti pravzaprav s takim minimumom, kot je deljenje letakov, vešanje mavrične zastave, slogan lezbijke in gej želimo lep dan, že pravzaprav zelo vsakič razburkamo ta trg, pa tudi mesto. Pravzaprav se izpade, kot da tudi če samo na tem minimumu ustrajamo, je že marsikaj premaknjeno. Prav to pa niso sistemske rešitve. Ta javni aktivizem, to je nekaj, en od kamenčkov v celi tej sliki zavzemanja za politične, kulturne pa tudi pravne spremembe v državi.